Pozdravljeni v novi oddaji Reflektor. Danes imamo zelo zanimivo gostjo. Zala Tomašič je 29-letna Škofjeločanka in je ena izmed najmlajših evropskih poslank. Izvoljena je bila s preferenčnimi glasovi in nas od junija dalje zastopa v Evropskem parlamentu. Najprej se je šolala na škofijski klasični gimnaziji, potem pa je študirala politologijo in ekonomijo na koledžu v Ameriki. Med študijem je opravljala pripravništvo v senatu, se kasneje preselila v Bruselj ter v Londonu magistrirala iz mednarodnih odnosov. Politika določa vse. Cene kruha, kako se bomo šolali, obiske zdravnika in cene bencina. Politika skrbi, da obstajajo sistemi, ki nam omogočajo varnost in red. Kdo pa so obrazi za vsemi temi odločitvami? Kako oni živijo? Eden od njih je Zala. Pozdravljena, Zala. Živjo, najlepša hvala za vabilo. Bomo kar začeli. Zakaj ste se odločili, da greste študirati v tujino? Kakšne so razlike med ameriškim in slovenskim šolskim sistemom? Jaz sem že, ko sem na osnovni šoli, sem trenirala plavanje in takrat sem gledala Michaela Phelpsa in vse te svetovne plavalce in jaz sem se odločila, da bom šla študirati ali v Ameriko ali pa v Avstralijo, zato da bom jaz lahko plavala in bila olimpijska prvakinja. Pol je sicer ta želja po plavanju in olimpijski medalji malo šla stran, ampak študij v tujini je pa ostal. In predvsem me je motilo, da v našem šolskem sistemu je veliko učenja na pamet. Vedno se mi je zdelo, pa priznam, da sem bila odličnakinja in v osnovni in v srednji šoli, ampak se mi je vedno zdelo, da sem se mogla vse dobesedno napiflati, če tako rečem, potem odpisati tisti test ali pa biti vprašana in potem si nekako to lahko kar pozabil, oziroma pol na gimnaziji so te strašili z maturo. Tako da zaradi tega sem jaz pa začela razmišljati o drugih sistemih in se mi zdi, da sem v Ameriki našla tisto, kar sem iskala, ker vsaj na mojem faksu je bil zelo velik poudarka na učenju sposobnosti, naprimer na javnem govorjenju, na argumentiranju. Na izpitih smo lahko imeli računalnik pred sabo, lahko smo imeli vse zapiske, zato ker če nisi razumel snovi, pravzaprav nisi mogel dobro narediti izpita. Tako da je bil meni ta način študija veliko bolj všeč kot tukaj. Kdaj ste pa začutili, da bi bili radi del politike? Je k tej želji pripomoglo to, da ste že v Ameriki delali v senatorjevi pisarni? Že ko sem bila majhna, sem jaz sanjala o tem, da bom predsednica države. Se spomnim, v vrtcu smo mogli povedati, kaj bomo, ko bomo veliki, in jaz sem rekla predsednica države, in sicer se je pol to v najstniških letih malo spreminjalo. Zato, ker ko sem gledala Talente v belem, sem hotela biti zdravnica, ko sem gledala kaj je sud, sem hotela biti odvetnica. Pa sem House of Cards, sem spet prišla nazaj do politike. To je malo šale, ampak nekako v najstniških letih sem razmišljala o mnogih drugih poklicih, ampak sem bila vedno vključena v politiko. Tudi v stranko sem vstopila pri 17 letih, je mogoče moj oče podpisati pristopno izjavo, ko še nisem bila polnoletna. Pa vedno smo imeli družinska kosila in se vse vrtelo okoli politike. Tako da mi je bilo vedno blizu to. Pa kad sem prišla v Ameriki, je bil pa moj faks tako narejen, da v bistvu si šele v drugem letniku se odločil, kaj hočeš študirati. Bilo je bolj na način, da si lahko sam zbral svoj urnik in mene je vlekla politika, tako da sem takoj na začetku vpisala politologijo. Ampak zraven sem pa potem ugotovila, da je fajn, da dodam še ekonomijo, ker se mi zdi, da je fajn za politika, da razume tudi ta finančni aspekt odločitev. Tako da sem na temno me čisto potegnila politologija in potem, zato ker me je to že zanimalo vse skupaj, sem iskala pripravništvo v senatu. Pol naprej je bila pa kar posledica vsega tega. Ko pa enkrat doživiš, mislim, da politiko tako v živo, ne samo iz knjig, te pa čisto kar malo zasvoji. Kaj pa vam je bilo všeč pri politiki, že preden ste vpisali politologijo? Všeč mi je to, da sprejemaš odločitve. Ker vmes sem jaz to delala nekaj časa na Ministrstvu za zunanje zadeve kot diplomatka v času predsedovanja Slovenije. In sem ugotovila, ko sem razmišljala, da tudi če uspem v diplomaciji, da grem do konca, postanem veleposlanica, da še vedno nisi ti tisti, ki sprejemaš odločitve, ampak slediš
zunanji politiki in pa temu, kar takratna vlada želi. Tako da jaz sem rekla, da ne, da si želim biti del tega, da se odločam, da imam svoje predloge, da lahko imam politična stališča, da zagovarjam svoje vrednote pa svoje načela. Kako pa vas pa obravnavajo in kako se počutite med temi evropskimi poslanci? Vas to, da ste mlada ženska, kaj omejuje? Jaz mislim, da ne. Je pa res, da sem jaz tudi sama po sebi dosti vztrajna, zato sem bila tudi izvoljena. Mislim, da je to deloma pripomore k temu, da niti ne vzamem toliko ne za odgovor. Vem, kdaj odnehati, ampak za kakšne stvari, ki si jih pa res zadam kot svoj osebni cilj, pa grem kar do konca, pa ne bo to študij v Ameriki ali pa pripravništvo v senatu ali pa to, da sem bila izvoljena. Tako da nimam tega občutka. So bile na začetku momenti, ko sem prišla v parlament in so me vsi sprašvali, za katerega poslanca delam, ker so sklepali, da sem asistentka. Ampak je bilo pol njim bolj nerodno kot meni, ker so ugotovili, da sem jaz poslanka. Kar se pa tiče naše poslanske skupine, mislim, da sem najmlajša v Evropski ljudski stranki, pa so me dobro sprejeli. No, jaz nimam nekaj občutka, da bi me kakorkoli drugače tretirali. Pa saj jaz nimam tega občutka. Ampak mislim, da dobro delujem v vseh svojih 3 odborih. Sem tudi že zaključila svoje prvo poročilo, eno pismo, in sicer o spolnih zlorabah otrok, o preprečevanju spolnih zlorab otrok. Tako da so mi zelo hitro tudi zaupali s tem delom. Pa se pa dobro počutite med vsemi tistimi politiki? Zelo uživam. Kot prvo sem navajena mednarodnega okolja, ker sem na 8 let v tujini, tako da mi je to zelo nekako blizu. Se dobro znajdem v tem. Drugo je, da sem zelo ekstrovertirana, tako da ne vem, to izhaja prav iz mene ali mogoče iz Amerike, da kar pristopiš k ljudem, pa se začneš z njimi pogovarjati. Tako da jaz sem res našla tako dobesedno svoje poslanstvo v tem, ker sem evropska poslanka. Super. Kako pa poteka en vaš dan v Bruslju? Je pa zelo različen, zelo raznolik urnik, vsak dan je drugačen. Najprej seveda vpliva na to, v katerem tednu smo, ker v Bruslju je, če pogledate koledar Evropskega parlamenta, so različno obarvani tedni. Imaš tedne, ko smo v Strasbourgu, ko je plenarno zasedanje, potem v Bruslju imamo pa tedne, ko imaš odbore, takrat imaš srečanje v odborih. Jaz sem v 3 odborih, v odboru za industrijo, raziskave in energetiko, odboru za notranji trg in varstvo potrošnikov in pa odboru za kulturo in izobraževanje. Tako da je to. Potem imaš pa tudi politično usklajevanje, politično skupino, pa veliko je tudi sestankov, odvisno je, pridejo kakšni Slovenci v Bruselj, se vedno srečam rada s Slovenci v Bruslju. Potem je odvisno od tega, ali imamo kakšno poročilo, kaj je tema. Tako da je res zelo raznoliko od vsakega dneva, malo odvisen. Sem se pa jaz odločila, da še vedno živim v Sloveniji, tako da vsak petek pa delam v Sloveniji. Tako da v ponedeljek letim v Bruselj oziroma se peljem v Strasbourg, odvisen, kje smo, v četrtek pa nazaj, v petek pa delam v Sloveniji. Pa skoraj tako malo kot neko študentsko življenje. Ja, skoraj da, ja. Lahko razkrijete ozadje življenja enega politika? Kaj to, zjutraj vstanem, se oblečem, zdrihtam. Ne, jaz mislim, da ena od stvari, ki pa lahko rečem, da me je mogoče malo presenetila, je to potovanje gor, dol. Bruselj niti še ni tak problem, Strasbourg je večji, ker se moram peljati 8 ur. Se usedem v avto in se peljem enkrat na mesec, tja pa nazaj. Drugače se pa trudim, da še vedno imam zasebno življenje. Tako da največ potem delam takrat, ko sem v Bruslju, si do konca navijem urnik, zato da si potem lahko vse vikende malo odpočijem, sem svojim fantom, svojo družino, ker je naporno, ne, letenje gor, dol. Pa še jaz sem mogoče priznam mečkam deloholik, oziroma jemljem to, da sem bila izvoljena res resno. Tukaj sem se trudila v času kampanje, da bom izvoljena. In toliko imam nekih idej in stvari in hočem in mislim, da sem
glasen glas Slovenije v Bruslu. Tako da je to majčkeno usklajevanje vsega skupaj, služba, privat življenje, ker konec koncev tudi jaz grem rada potem do babi na štrudel. Pa ljudje veliko pričakujejo od tebe, ki mogoče ne vidijo tega dela, ki ga opravljaš v Bruslu. Tako da veliko pride tudi vabil za petke, sobote, nedelje in jaz se trudim maksimalno odzivati, iti po celi Sloveniji. Tudi zdaj imam cilj, da v teh 5 letih mandata obiščemo vsako slovensko občino. Tako da smo že kar dobro začeli, sem bila že kar velikih. In hkrati biti odzivna na socialnih omrežjih in odgovarjati vsemu. Tako da nekako pa sem si zadala tudi za cilj, da nedelje imam pa zase. Pravilno. Potem bi rekla, da se da kvalitetno usklajevati zasebno življenje in kariero, se mi je pa težko, ne? Jaz mislim, da se da. Jaz mislim, da mi to dobro uspeva. Imam te sreče, da vseeno je služba poslanca majčkeno fleksibilna. Si jaz sama določam sestanke, seveda to govorim za petke, ko sem v Sloveniji, pa za sobote, če grem na kakšno prireditev, ali pa se srečam z lokalnimi odbori ali pa z ljudmi, seveda, kdaj imam odbor, pa kdaj je plenarka, je fiksno. Ampak mislim, da kar gre. Definitivno pa mislim, da mi je pomagalo, če jaz pogledam na celotno svoje življenje, to, da sem, ko sem bila majhna, mogla trenirati, sem trenirala plavanje, ker ti je pomagalo to nekako usklajevati, da si bil zelo efektiven s svojim časom. Ker mislim, vsi lahko vemo, da lahko eno stvar delaš 8 ur, lahko jo pa narediš v 1 uri. Odvisen, koliko imaš motivacije včasih. Katere pa so bile tiste najtežje lekcije, ki ste se jih naučili v karieri? Kaj je tisto, kar je res bolelo? Jaz mislim, da ena stvar, ki sem se je naučila, je to, da lahko včasih odkorakam stran. Posebej v politiki ali pa, ko srečaš nekoga, pa imamo, se mi zdi, ljudje tak občutek, da moraš jim pokazati, da imaš ti prav. Ker se si z nekomu nekaj kregaš, posebej v politični debati, sem jaz vedno imela tako, ne, jaz imam prav. In se mi zdi, da zdaj znam, pa sem se naučila, mogoče tudi v težkih trenutkih narediti korak stran, pa pogledati tega človeka, pa reči, a je vredno, da se on strinja z mano. Mislim, če je vredno, seveda se potem probaš prepričati, če pa ni, pa v velikih primerih v našem življenju ni vredno, pa da pustiš to. Pa rečeš, ok. Ali pa tudi se mi zdi, da na koncu tudi, če človek sprejme, naredi to, kar si ti želel, da naredi, imamo mi še vedno nek tak občutek, da more on vedeti, da smo mi zmagali. In se mi zdi, da je to šlo stran. Da mečkam pogledam, v kaj se spravljam, v kaj se ne, s kom se pogovarjam. Tako da to je ena stvar. Druga stvar, ki sem se naučila, je tudi, da pa mi je včasih težko, jaz rada veliko govorim, če se ni opazili. Tako da tudi poslušam. Pa ne samo poslušam ki si tiho pa gledaš človeka, ampak dejansko, da prisluhneš pa probaš razumeti, kaj ti govori. Mislim, da je to tudi zelo pomembna veščina. Ti pomaga, če se strinjaš ali pa ne strinjaš s človekom. Ker če se strinjaš, mislim, v vsakem primeru se lahko naučiš še nov argument oziroma te izzove, da ti najdeš boljši protiargument. Tako da te 2 stvari bi izpostavila. Kako pa se soočiti z nasprotnimi mnenji, celo agresijo? Tega je kar veliko, nestrinjanja v politiki. Ja, jaz nikoli nisem bila agresivna, nikoli nisem bila žaljiva. Jaz sem sama po sebi, po naravi, bi rekla, zelo optimističen, pozitiven človek in mislim, da je bil to tudi del tega, zakaj sem bila izvoljena, ker so ljudje prepoznali neko to mojo energijo in jaz se s tem sploh ne obremenjujem. Jaz mislim, da agresija nikoli ni odgovor, nasilje nikoli ni odgovor, tudi če si ga deležen, ni odgovor, da potem se mi zdi, da pa gremo vedno v hujšo eskalacijo, da nekdo začne z nasiljem, pa se drugi odzove, pa tretji, pa tako naprej. Tako da jaz, kar se tiče, če govoriva o žaljivih komentarjih, pa vsemu temu, jaz tega sploh ne berem. Se mi zdi, da ne vidim neke dodane vrednosti, razen tega, da te mogoče spravi slabo voljo.
Se pa jaz tudi zavedam, da na internetu je največ tega, sej v živo nisem imela še nikoli nobene negativne interakcije. Mislim, da v živo si ljudje niti ne upajo toliko, kot je za anonimnostjo nekega profila ali pa lažnega profila. Tako da jaz se na to provokacije niti ne odzivam. Z veseljem imam debato, tudi na socialnih omrežjih, če je ta spoštljiva, če ne gre na osebni nivo. Mene tudi ne moti, zdaj, ker je veliko govora o sovražnem govoru in tako naprej. In tudi jaz sem imela dogodek zdaj glede spletnega nasilja in absolutno obsojam spletno nasilje. Mislim, da je to en velik problem v naši družbi. Ampak po drugi strani pa mislim, da moramo tudi ločevati, kaj je neko nestrinjanje, pa kaj je žaljiv način pogovorov, če se razumeva. Tako da tudi, če nekdo reče, Zala Tomašič je po mojem mnenju najslabša evropska poslanka, meni to ni sovražni govor. Bom napisala, zakaj. Pa mi lahko pove, glasovala si za to pa to, jaz se s tem ne strinjam, bom jaz povedala, jaz pa mislim, da je bilo to dobro. Mislim, da imamo tako, ampak sem pa opazila, da grejo pa ljudje res na te žaljive osebne komentarje, ki se spuščajo na videz, na mojo družino. Tako da glede tega sem pa odstranila vse komentarje na TikToku. Ker niso šli samo proti meni, pa dobro, če grejo tudi proti mojemu očetu, je tudi javna osebnost, nekako razumeš, ampak proti mojima dvema sestrama, proti moji mami, se mi pa zdi, da to so pa prekoračili neko mejo. Ja, to je čisto na osebni. Kako pa vam, poleg vseh teh argumentov, so vedno nasprotna mnenja, vas to nič ne spravlja v tesnobo, ali pa da se vsi ves čas ne strinjajo, vam je to zdaj normalno, ker ste del tega? Meni je to glih najlepši del politike. In se mi zdi, da glih to je smisel demokracije. Da imamo različna mnenja, da imamo različne ideje, da imamo pravico do svobode govora, da lahko izražaš ta mnenja. In ne vem, jaz sem vedno uživala v razpravah pa v debatah. Meni je vedno fajn, ko nekdo reče, joj, kaj pa to, ampak da je to res nek argument, da moram potem jaz sama o tem razmišljati ali pa mu dam protiargument, pa se potem kako se bo drug človek odzval. Jaz mislim, da je glih to, zakaj imamo demokracijo, zakaj imamo različne stranke. In jaz mislim, da ravno čez ta pogovor, čez to debato, čez te argumente lahko pridemo pol do najboljše rešitve. Tako da nikoli me ni spravljalo v tesnobo, jaz sem vedno uživala v temu. Je pa res tudi, da za vse stvari, v katere jaz verjamem, imam argument, zakaj je to tako. In mislim, da bi tako mogli vsi funkcionirati, da veš, zakaj v nekaj verjameš, da veš, zakaj nekaj zagovarjaš. Da to ni zato, ker ne vem, ti je to rekel oče ali pa mama ali pa kdorkoli, ali pa učiteljica. Šola, ja. Ampak da veš, kaj je, da si razmislil o tem, da si pogledal mogoče na problem iz različnih vidikov, pa se potem odločil. Zato tudi jaz tako glasujem. Jaz to, kar sem zagovarjala v času kampanje, to so vrednote, v katere jaz res verjamem. Zato, ker na koncu grem jaz pol spat svojo vestjo in če ta ni mirna, potem tudi moj spanec ne bo. Kaj pa bi svetovali mladim, ki želijo v politiko? Da ne grejo. Naj se lotijo, naj grejo. Najlažje je čez politične podmladke, vse stranke jih imajo. Jaz sem začela v Slovenski demokratski mladini, sem še vedno članica Slovenske demokratske mladine, tako da naj grejo, naj se spravijo in imaš različne nivoje politike. Lahko začneš na lokalnem nivoju, če te zanima lokalna politika, potem državni nivo ali pa evropski. In eden od mojih ciljev je, da po 5 letih mojega mandata, leta 2029, ko bojo nove evropske volitve, da če je izvoljen nekdo, ki je star 20 nekaj let, to ne bo več novica, ampak bo čist del politične normalnosti. Ker mislim, da mladi spadamo v politiko. Malo bom tudi kritizirala nas, zato ker ponavadi jih v njih do 30 jih gre najmanj volt. Tako da se moramo tudi tega mi sami zavedati, da imamo glas, pa dajmo ga izkoristiti, ampak tudi, da kogarkoli zanima politika, ne gre. Jaz imam tudi pripravništvo v Bruslu, tako da če koga od gledalcev zanima pripravništvo v Bruslu, je na moji spletni strani zalatomašič.eu, so odprte prijave, tako da to pol pride k meni v Bruselj med 3 do 6 mesecev, oziroma 2 do 6 mesecev se prilagodimo, pa
izkusi, kako izgleda evropska politika. Samo se mi zdi, da se soočam s tem, da če si kdo želi od mladih v politiko, ga vedno spremljajo neki negativni komentarji, pa kaj boš šel v to, si boš uničil življenje, vsi te bojo žalili, zasmehovali. Kaj bi rekel na to? Ja, ampak to se mi zdi, da karkoli začneš, da je izven nekih standardov. Se mi zdi, da smo Slovenci en tak narod, da je kar pesimističen. To, če nekdo pride z neko poslovno idejo, bomo rekli, kaj ti je tega treba in tako naprej. Ja. In mislim, da pride čas v življenju, ko se moraš nehati obremenjevati s tem, kako drugi želijo, da živiš svoje življenje, pa ga živiš tako, kar bo tebe osrečalo. In mislim, da česarkoli se lotaš, bo en del ljudi, pač komu to ne bo prav. A na koncu je tvoje življenje. Tako da, če politika to, kar te osrečuje, jaz mislim, da greš. Se vam zdi, to smo že prej malo omenili, da se sliši glas mladih v svetu? Smo mi dovolj glasni, a smo že postali apatični? Jaz, kar ne maram, je to, da ko gremo mladi v politiko, ali pa ko govori vlada v politiki ali pa karkoli, ali pa Evropska komisija, zdaj, ko govori o politiki, pa mladih, vedno se da mlade tako na stran, kot da smo neka interesna skupina, ki jo moraš obklukati, da reče, smo tudi mlade vprašali, ali pa mladi sodelujejo. In da, ko dobiš mladega politika, kot sem jaz, da je pričakovanje, da se bom jaz ukvarjala z mladinsko politiko. Ne pravim, da mladinska politika ni pomembna, ampak jaz hočem biti glas moje generacije, ko pride do medijev, ko pride do avtomobilske industrije, ko pride do digitalizacije, ko pride do umetne inteligence. To se mi zdi pomembno, ker vsa politika je politika mladih. Kako lahko govoriš o zdravstveni reformi brez mladih? A mi ne hodimo k zdravniku, a mi ne zbolimo, a mi ne bomo rabili zdravstvenih storitev? Kako lahko govoriš o davčni reformi brez mladih? Sej, mi tudi plačujemo davke, mi gremo v službo. In politike, ki se sprejemajo, ponavadi so to dolgoročne politike. Posebej v Evropski uniji govorimo o letnicah, kot je 2035, 2050 in tako naprej. Takrat mi niti ne bomo več mladi. To so politike za nas in kako ne bomo zraven pri teh politikah. In jaz to hočemo zaveščati. Vse politike so politike mladih. In ne smemo zdaj mi tako ločevati, ker to je pa so mladinska politika, to je pa politika za odrasle. Mislim, in tudi meni včasih absurdno, jaz sem stara 29 let. Jaz nisem več toliko mlada, tudi če pogledaš. Meni je zadnjič moj oče rekel, vsi pišejo najmlajša evropska poslanka, ampak 200 let nazaj bi bila skoraj babica. In je res, pa tudi, da mičkano zamenjamo to, da se začnemo zavedati, tudi mi mladi, čisto vsaka politika vpliva na nas. In če bi, na primer, mičkan obrnili svet, a bomo rekli vsakmu, kaj je starejši od 55 let, tukaj imaš pokojnine, ti se ukvarji s tem, mi imamo pa ostalo. Ker nekako naredimo to za mladim, rečemo, tukaj je mladinska politika, tukaj imate to. Ali pa tudi, kar se tiče pokojnin, se sprejemajo stvari, ki bojo na nas vplivali. Koliko je denarja v državni blagajni, koliko je denarja za pokojnine, če ga ni, bomo mi mogli dalj časa delati. Pa tudi mi bomo enkrat stari. To so naše pravice tudi v prihodnosti. Tako da jaz bi rekla, da se res borim za to, da se bo razumeli, da mladi smo glas naše generacije v vseh politikah, ki se sprejemajo. In zato rabimo več, po mojem mnenju, mladih predstavnikov, zato upam, da se bo več mladih odločilo, da kandidirajo, hkrati pa si tudi želim, da bi več mladih šlo na volitve, pa se zavedali, kakšno možnost imamo. Ker mi smo vse, nekako, če pogledamo, tretjina populacije. Politika je polna nesoglasij in prav zaradi tega nekateri ljudje pač ne želijo spremljati. Pa se vam zdi pomembno, da mladi cel čas spremljamo politiko, ali je dovolj, da gremo samo na volitve, ali moramo poznati vse? Jaz mislim, da bi tukaj mogli spremeniti šolski sistem. Mislim, da bi se mogli začeti učiti o stvarih glede funkcioniranja naše države, o demokraciji, o Evropski uniji, finančna pismenost. Mislim, da zelo težko spremljaš politiko, če ne veš, kaj je FURS, naprimer, kaj je dohodnina, kaj so davki. In tukaj jaz mislim, da je to groza, da naš
nas v šolah tega ne učijo. Če pomisliva, učili so nas, vse si mogel poznati. Jaz se spomnim pri biologiji, kaj smo delali s celico, vsako malenkost v celici, kako vse poteka, a ne naučijo te pa, naprimer, kako deluje naša država. Ali pa meni je zanimivo, pa nismo samo mladi tukaj, problem tudi starejši. Vsakič, ko kdo protestira proti vladi, kje protestirajo? Pred državnim zborom. Ljudje niti ne ločijo, kaj je državni zbor, pa kaj je vlada. Ne? In pa so pred državnim zborom, a protestirajo proti predsedniku vlade, ki se pa mirno gre mimo. Tako da, take stvari, jaz mislim, da jih moramo narediti, če hočemo govoriti o neki zdravi demokratični družbi, če hočemo imeti kritične volivce. Seveda je pa vprašanje, ne, če si nekateri želijo ali pa trenutno oblast želi kritične volivce. Ker potem mislim, da bi se precej drugače volitve odvijale. Ker potem nekdo ne more reči, da bo zvišal davke, pa izvoljen, če ljudje razumejo, kaj to pomeni. Tako da jaz mislim, kar se tiče vseh, bi nam mogli dati nekaj osnovno znanje v politiki, da bi razumeli, kaj pomeni, da bi razumeli, kaj politiki govorimo. Ker drugače je zelo težko sprejeti odločitev. Pa bi potem, če bi imeli idealni šolski sistem in vse, bi potem še vedno rabili spremljati vsak dan poročila, naprimer novice, ali bi si prebrali, recimo, ko sprejemajo zakone, preden gremo na volitve, bi samo takrat si pogledali, se poglobili v to. Jaz mislim, da je to odvisno od vsakega posameznika, ker imamo različne interese. Ampak saj si sama na začetku rekla, politika vpliva na vse. Pač vpliva na to, koliko so cene v trgovini, koliko plačamo za nove superge, na vse, na naše službe in tako naprej. Tako da jaz mislim, da če to razumeš, potem samo od sebe to spremljaš, ker ti je mar, koliko boš imel plačo, ker ti je mar, koliko boš plačal za elektriko, ker ti je mar, koliko bo račun za vrtec in take stvari. Tako da jaz mislim, da ko ljudem res razložiš, pa jim daš te osnove, da razumejo, kaj je, pol samo od sebe to tudi spremljaš. Vsaj pri meni je bilo tako. Sem imela en kup vprašanj in seveda, če ne razumeš, zakaj gre, zakaj boš gledal poročila. Če ne veš, kdo je kdo, če ne veš, kaj pomeni to, kar govorijo. Druga stvar je pa tudi, da se spreminja način, kako mi dobivamo novice. Zdaj je veliko na socialnih omrežjih. Jaz se trudim mladim približati politiko s tem, da veliko objavljam na storije, da govorim o stvarih, ki so sprejete tudi v Evropski uniji. Naprimer, za evropsko politiko imamo izjemno malo poročanja o slovenskih medijih, pa je več kot pol zakonodaje, ki jo imamo, pride iz Brusla. Tako da se mi zdi, da tudi, ko izkoristimo vse te možnosti, ki jih imamo v 21. stoletju, ko uporabljamo socialna omrežja, tudi zato, da približamo stvarem ljudem, da pokažemo, kako izgleda moj dan. Naprimer, to je bilo eno vprašanje, se tudi trudim na storijih to pokazati, da pokažem, kako glasujemo, da pokažem, o čem glasujemo. Stvari, naprimer, to, da imamo zdaj vsi USB polnilci za vse zadeve. To je prišlo iz Evropske unije, naprimer. Pa je, da je tudi to politika. Pa se mi zdi, da ljudje drugače gledajo na to. Kje pa se vidite čez 10 let? To je dobro vprašanje. V zasebnem življenju definitivno, da živim v Sloveniji. Ampak to ne pove veliko, ker zdaj živim v Sloveniji, čeprav potujem v Bruselj pogosto. Ampak jaz se živim, vidim v Sloveniji, upam, da tudi svojo družino. Kar se pa tiče karierne poti, pa nisem še odločena. Želim si ostati v politiki. Zdaj, kje je to, pa na kakšnem položaju, to bomo pa videli čez 10 let. Trenutno sem pa zelo zadovoljna kot evropska poslanka. Kaj vam je pa tisto v Sloveniji tako všeč? Kaj je vaš najljubši kotiček? Bom več stvari povedala, pa niso to v vrstnem redu. Eno je hrana, jaz sem velik ljubitelj slovenske hrane. Tudi, ko sem živela v Ameriki, sem jaz sanjala v štruklih, ki jih tam ne dobiš. Pa tudi ne toliko tipična slovenska hrana, pa sploh ni slovenska hrana, ampak lepinje, pa čevapji, pa burek.
ampak drugače pa naša hrana. Potem druga stvar je, da moja družina mi je fajn, da smo si blizu, da vidim vse stvari. Tretja je, Slovenija je izjemno lepa država. Jaz grem z veseljem okoli Blejskega jezera ali pa se poleti kopati v Bohinj. V hribe priznam, da jaz nisem največja navdušenka, ampak tudi grem. Sem blažji na Triglavu, tako da tudi to. To potem pa na splošno jaz res verjamem v našo državo in jaz sem ful ponosna, da prihajam iz Slovenije in da sem Slovenka in mislim, da imamo toliko enega potenciala in toliko sposobnih ljudi na toliko majhnem koščku zemlje, če pogledamo. In se mi res zdi škoda, da mogoče ne dosegamo tega potenciala, kot ga bi lahko. In tudi, ko živiš v tujini, se ti nekaj spremeni, vsaj meni se je, no, da res začneš ceniti domovino, iz kje si. In ja, ogromno stvari je, ki bi bili lahko boljš. Ogromno stvari upam, da bo boljš, ko se zamenja vlada, ampak vseeno imamo pa na konec koncu svojo državo. Tudi zdaj, ko smo imeli dan samostojnosti, je to lep opomnik na to, ker jaz, ko sem bila po svetu, sem spoznala tudi ogromno ljudi, ki prihajajo iz narodov, ki tega nimajo. Tako da, to je zdaj tako filozofsko vprašanje, ni bilo filozofsko vprašanje, moj odgovor je bolj filozofski, ampak res hočem zaključiti s tem, da ni samo ene stvari, kaj meni všeč v Sloveniji, ampak je to skupek vsega in na koncu pride do tega, da sem res ponosna, da sem iz tukaj. Najlepša hvala, da ste prišli na Reflektor, da smo tudi osvetlili to temo politike. Hvala za prijeten pogovor in v vaši karieri in zasebnem življenju vam želim veliko dobrega. Najlepša hvala, pa hvala za povabilo. Vam, dragi gledalci, pa hvala, da ste nas spremljali. Sledite nam na družabnih omrežjih in se vidimo naslednjič.